Dobrodošli na Odsvirki podcast. Če se sam vrnem k uni formuli, se pravi, proizvedeno visoko kvalitetno delo je enako porabljen čas krat intenziteta fokusa. Da je tukaj pač bo zdaj eno poglavje, kjer se bomo osredotočili na to, ker je to tak velik del tega, kako izboljšati fokus. Ker bo pač ta koncentracija bo tist, kar ti bo omogočilo, da boš čim bolj produktiven. Ne? Okay. In tukaj je ta neka glavna fraza sprejmi dolg čas. O tem smo že govorila kar nekaj na tem podcastu, da si ne damo več priložnosti, da bi nam bilo dolg cajt. Ne? Ja, in pač kao v bistvu zato, ker si pol tako preobrnjen, skozi nekaj razmišljaš, niti ne moreš druge stvari dosti dobro razviti, ali pa da bi se spomnil neke rešitve, ne, doskrat je pol, to smo se pogovarjali, da vidim, ponovadi, ko odklopiš, pa greš stran od nekega vprašanja, da ima reč, na katerega iščeš odgovor ali pa rešitev, ponovadi takrat, ko se odklopiš glih, pol se kar pojavi. Ne? To tudi, ja, ampak jaz sem tukaj bolj mislil to, ko smo se že velikrat menila, da se skozi hočemo z nečim zaposliti v smislu predvsem, ne vem, pametnega telefona, da ko v vrsti nekaj čakaš, takoj telefon ven vzameš. Sure, ali pa na semaforju, ali pa nekaj takega. Ja, a to zasvojeno z dopaminom, pa v bistvu. Z čim? Dopaminom. Ja. No, ker ti hočeš vsaka nova informacija, oziroma informacija, sploh tisto, kar te zabava, ne, ti predstavlja neko ugodje in ti pol si navajen te ugodje in ti bi zaradi skozi to, ne. Ja. In pol se tudi stopnjuje to, ne, če dalje bolj, pač recimo pol, če si ti kdaj zgodil, če si kdaj, ne vem, recimo na 9gagu nisi bil ti tak, mislim, poznaš. Ampak recimo imaš pol, jaz imel recimo kdaj pol obdobje, ko sem kdaj to bil zelo indulgent, da pol ti ni bilo več smešen, ne, veš, ker je bilo pač toliko vsega že, da pač... Ampak si še vsem bil gor, ker si čakal na nov hit. Ker si tisti dopamin hit, kaj pa bo zdaj smešen. Ja. Ja, no pač, naprimer. In tako si rekel, se je pol zmeri teži se usredotočiti, kot tega nimaš. Zato, ko si se natreniral, da to rabiš. Tako. Tako da moraš sprejeti dolg čas, ker ko si, če kvotam avtorja, ko si enkrat navajen distrakciji, hrepeniš po njih. Ja, tako zasvojenost v bistvu, na nek način že. In zdaj rešitev, da si dejansko skedžulaš distrakcije. Se pravi, da planiraš čas v dnevu, ko si pa lahko distracted. In to delaš sam takrat. Naprimer, med 8 pa 10 zvečer lahko špilam igrce ali pa gledam film. Ja. Ja, kako imaš zdaj neke ideje? Wasted time you enjoyed wasting is not wasted time. Oziroma po slovensko, zapravljen čas, v katerem si užival, da si ga zapravo ni zapravljen. Komi. Sorry, okay. Plus, da imaš sam 30 minut na dan za socialno mreže. Oh, man. Težka. Kaj pa če zdaj recimo... Meni ta ni tak težka. Meni je težka sam... Mislim, to je nemogoče za nekoga, ki je pa naprimer creator. Content no, creator. Sem mislil to reči zdaj, da če pa se ti preživljaš s tem, ali pa recimo ne nujno preživljam, pa pač delaš na neke take stvari, ali pa si vključen, je pa to ful težko. In je bolj problem, da recimo potem ti recimo neko aplikacijo uporabljaš samo v namen ustvarjanja na mesto, ko je pa nasprotje po slovenski? Užitka. To consume. Namesto, da ustvarjaš, samo konzumiraš. Ne vem, no, to sem mislil. Re. Ja, okej. To smo se že tudi fulmenili, da se čim bolj pomikaš od konzumiranja k ustvarjanju. Tako. Zdaj pa ena konkretna ideja, kako lahko treniraš fokus, ker to je bilo zdaj, da si pač narediš okoliščine take, da pač si schedulaš, da si lahko distracted, ne? Kako lahko pa fokus treniraš, je pa da si ustvarjaš nujnost. Naprimer, enkrat na teden si zbereš neko pomembno nalogo, ko jo imaš za narediti
oceniš, koliko časa ti bo vzela, prednjo začneš delati, in pol drastično zmanjšaš ta cajt. Samo prisiliš. In pol se skušaš pač prisiliti, da boš v tistem skrajšanem času vseeno pravo nalogo. Ja, štekam, ja. In to delaš enkrat na teden, pa postopoma lahko tudi večkrat in zmeri boljši boš v posvečanju pozornosti. Ne? Vse moraš optimizati. To bom jaz probal, ker sem malo... Pač ful mi je fajn, ko imamo te poske... Ko imamo te... Postketste. Ja. Ko se pač vračam k tem pozabljenim novcem, da kakšne stvari iz naftalina potegnem. To je super. Hvala, Florian. In pa naftalin je tudi zdaj več vreden. Ja, pa tudi to, ne. Ok, bi mogoče lahko na kakem praktičnem primeru zdaj povedal, kako boš ti to upeljal v svoje vsakdanje življenje. Okay. Pač imam nek tak task, recimo prek šihta, Okay. ki je take maintenance narave, se pravi, lahko bi temu rekel plitko delo. Okay. A lahko poveš, kaj Ja, zelo plastično, kaj delaš? Da pač urejam neke podatke v enem programu za odnose s strankami. Okay. In ta del je pač tak ful... S katerimi strankami pa? Sorry. Ne moreš ga avtomatizirati, Ja. ampak ni pa kognitivno zahteven. Je tako v tem košu kot pisovanje na maile. Ne? In jaz imam neko idejo, koliko, ne vem, v roku 10 minut obdelam podatkov. Ne? Okay. Se pravi, lahko ocenim v pol ure ali pa v eni uri, koliko lahko tega naredim, pa si bom pač zmanjšal na pol ure, pa bom rekel, da moram zdaj isto narediti v pol ure. Okay. Ker se počutim, čeprav zdaj si nisem zbral ta pravo stvar, ne, ker si pa ja na uro plačan. Ja, dobro, ne se zaprelo. Osebno stvar. No, ajde. Imaš ti kakšne ideje? Pa ne, ali pa če rečeš zdaj, da si pač plačan glede na to, kaj in koliko narediš, ne glede, da si na uro plačan. Čeprav študentski job je pač tak. Ne, Ja. Je nekaj, kar pač se ti mudi, ali pa da ti res ni prijeten, bi jaz polozel. Pa da ga res krčiš. A bi lahko to mogoče, misliš, da... Ali pa kak čor mogoče, sem to zdaj ni... A misliš, da je smiselno kaj taga pri učenju inštrumenta? Ali je to kontraproduktivno? Odvisno, kaj delaš. Bolje, če imaš ti zdaj recimo nek cilj, da ima reči naučiti se en komad, ne, da se pač prisiliš ti zdaj, bolj to, da se prisiliš ustrajati, ne, pa bolj kako si razdeliti, kako se boš to naučil, ker da če pač na koncu to ni prijeten, če ti ni prijeten. Pa se po mojem bi šlo, ker že če daš omejitev, si sam časovno, da imaš pol ure časa naštudirati komad, ne. Pozornost bo sigurno večja. Bo, sam lahko ti je še bolj stressful in pač ti gre slabš zaradi tega, ne? Ja. Se to je lahko pri vsaki nalogi. Meni se zdi, da ker itak gre tukaj za prilagoditve, ne? Se pravi, da boš ti iz tedna v teden boljši v tem. Ja, itak, tako sem rekel, zdaj po eni strani to lahko funkcionira, zdaj sam pri inštrumentu je tak, da ti neke stvari pač še vse rabiš nek skill, da razviješ, ni zdaj sam to, da bi ti, da razviješ sam to, da znaš pozornost usmeriti, ampak tukaj je recimo zdaj ear training, naprimer, velikega pomena, ne, in več je ful takih stvari, ko si res lahko zafrustriran, pa kaj ti to naprimer ne gre. A ni tak, recimo, če vzamemo lestvice, a ni tak, da bi se za pač hitrejši improvement pušil, da si hitrejši, ko pa si trenutno sposoben, zato da se ti pač pol med spanjem adaptation zgodi, ne? Mislim, to bi zdaj, jaz bi še vsaj zdaj prenesel. Če vadiš tako, kot ti je udobno igrati, se ne boš improvu, ne? Ti načeloma moraš skrbeti, da ti je skos udobno igrati, kar se tiče to, da te nič ne boli, pa da nisi nikjer zategn, da nisi kakaj poškodben. Udobno mislim skill-wise. Ja, se razumem. Ne vem, ja bi lahko zdaj prenesel na kakršnokoli učenje
da ima reči teorijo, no, čeprav je bolj praksa. Ja, jaz Ampak mislim, ne. da, zato ker za kakršnokoli učenje je potrebna frustracija, ne? Ker če ne, ni prilagoditve, če možgani niso z nečim Sploh, če greš, kaj pa če se recimo gre glede učanja na pamet, ne? Kako bi zdaj v to prenesel to? Ne bi mogel, ker učenje na pamet ne deluje. Kako to misliš? Pač Zakaj učanje na pamet ne bi si zapomnil stvari, ne? Kako to misliš, da ne deluje? Ni nobenega razumevanja tukaj. A ja, no, samo recimo, a veš, pri inštrumentu je dosti tudi muscle memory in tega ne moš ti forsirati ful velik, ne? No, Pač mogoče neko teoretično znanje prej, ko pa... To sem prej rekel za scales, ne? Ja. Pač, če ti hočeš dvignati svojo sposobnost Ja, se razumem. igranja glede hitrosti, ne? Ja, Boš mogel iti malo nad comfort zone, itak, ja. da bo prišel do adaptacije. Ne? Ja. Sam ne moreš pa tukaj zdaj, to pa se strinjam, tega kvantificirati na foru, da si už pa ti zdaj zračunal, kolikrat jaz lestvico sem sposoben odigrati v 20 minutah, ampak bom pa zdaj v 10 minutah. Ja, ne. Ja, tukaj ni smiselno, to razumem, ja, kaj misliš. Sam to po moje. Ja, ok, pustimo. Sej, point je, mislim, da vsak bo najdel, ki je lahko to ponudca. No. Pa še pa glede Opa, cancelled. Glede fokusa je pomembna še, oziroma dobro orodje. Hvala lepa, Florian, za vodo. Produktivna meditacija. Okay. To pomeni, da nekaj časa, to si pa že ti prej rekel, nameniš temu, da se gibaš in ob tem aktivno razmišljaš o nekem problemu, s katerim si se ukvarjal. Sem spet zahteval primeri iz življenja. Ja, ne vem, greš na sprehod, pa premlevaš v tistem, kar si da sam premlevaš, da je to dovolj. Lahko pa tudi ne. Da sam daš pač možganom možnost, da so free pa predelujejo stvari, s katerimi si se ti ukvarjal. Ja. Ker to smo že razglabljali zanj, ko smo glede učenja, a veš, da rabijo možgani state fokusa pomešane z state, ko so free, pa so sam sproščeni. A se spomniš tega? Ja. Zdaj študiram v eni stvari in sicer, kar mene ful fascinira, ko grem v fitness, kadar grem, da se nam zdaj preveč tole... Pajkice. Ne, sorry. That should be illegal in some cases. No. In mi je bilo ful zanimivo, ker zdaj sem že parkrat srečal Pajkice. Pajkice, patrije. Zdaj sem že parkrat srečal, da ima reči mladostnike, ki pač je na treadmillu, tekaški stezi varianta, hodi v hrib ali pa celo teče, telefon ima na onem stojalu pred sabo in zraven po TikToku scroll na ves glas. Na ves glas, ok. Ja, in pa vsi poslušamo, ker je TikTok. On gleda in pač kaj ga poslušati večkrat. Tak. Can you not? No in meni je recimo ful zanimivo, da pač po eni strani, ok, razumem, ker ti delaš neko, ti ni fajn, pa si zraven združiš neko aktivnost, ko ti pa pač da te malo odnese, kao, ne, čeprav tukaj ni zdaj nič produktivnega, razen tega, da ti si naredil nekaj za telo, kao, ne, ampak da se ti sploh da, pa da nisi zmožen recimo brez tega biti na treadmillu. Pa še bolj treniraš spet možgane, da rabiš distrakcijo zraven, ne? Po si pa res lahko skozi. To je zdaj mogoče malo druga tema, no, prosti, ampak tako, ker sem zdaj študiral najprej iz tega, če si probal kdaj recimo biti na treadmillu pa hoditi, ali pa če si kdaj videl, pa pač, ko imate standing desk in pol hodi, pa zraven nekaj dela. Ampak jaz recimo doskrat, če hodim pa telefoniram, moram iti hoditi recimo pol nekam, kjer sem prepričan, da me ne bo kdo zbil, pa da imam mir, pa da ne pozoravim, kada več, če imam nekaj pomembnega se zazmeniti, bo tisti pogovor šel v nič najverjetneje, oziroma ne bom niti vedel, pa kaj se pogovoril, ali obratno, ne? Ali pa pač kako lukno zabredel, ko hodim. Ja. Tako da pač na to mislim, da moraš, da pač oboje zdaj skupaj to združiti, ko si omenil aktivno meditacijo. Produktivna meditacija. No, sam to mi je zdaj pač padlo na pamet, tako za sebe študiram. Ja.
Čeprav to je pa bi bila po mojem, ne bi bila več meditacija, ne? Če se spet z nečim Če se z nečim ukvarjaš, ja. Mislim, da je super, če lahko, pač ful je fajn to, da se lahko ti ob nekih aktivnostih, ne vem, ko workoutaš ali pa ko se z avtom voziš, hkrati izobražuješ, da poslušaš audiobook pa podcast, sam ne tega zmeri narediti, ne. Ja, da imaš tudi momente, ko si postiš že dolg čas, dolg čas. Ja. V bistvu ti ni nikoli dolg čas, ker itak tvoj možgani skozi laufajo v zadju, ne? Ja. Ker tudi s tem v bistvu ne daš možganom šanse, da bi večkrat šli v ta state, ko stvari predelujejo, ker jim skozi devaš nove informacije. Ja. Ok, zdaj pa nekaj več nasvetov o zapuščanju socialnih omrežij. Yeah. Zanj sem ravno z enim kolegom bil na pijači, ki je rekel, da nima socialnih omrežij že od jeseni. Fino. Da mu je full fine, ker se pač... A ima kot detox ali pač zaključil? Mislim, da je kar zaključil. Ker je rekel, da pač on je, sicer je tudi nek kombo, tudi da on je s tem nehal se ukvarjati, ko je dobil nek nov šiht. Ko pa dela? Pač zanimiv, v kuhnji je. Ampak pač fine dining. Aha, ja, ok. In sem rekel pač, kak ti je pa bilo od začetka, si imel tako nekega relapsa. Je rekel, da dost manj, ko pa je mislil, da bo, da pač tiste en teden, dva, ne. Pa sem rekel, kaj pa se ti zdi največji benefit, zdaj tako gledaš za nazaj. Pa je rekel, da to mu je prvo padlo na pamet, da ko pomisli, z koliko manj življenji se ubada, kot pa se prej je. Ki niso absolutno nič vplivala na njegovo življenje. Ok. A mi lahko sam še poveš, koliko je star, pa ali je on zdaj začel šele orang delati, to me malo sam zanima. 1 leto je starejši od mene. 92 pa. Ja. Ko? Ja, jak si potrdil. 2000 letnik. Sorry. Pa kaj? Začel, je bolj na začetku svoje karijere. Ja, se je pogojeno po starosti. To je ful zanimivo, ne, da je nekdo, ki je relativno mlad v bistvu, ne? Pač, da je pač se odrekel čistem, ampak jaz mislim, da je to kar trend zdaj. Ja. Ne bom rekel, da jih ful poznam, ampak sem videl, da je veliko mladih, recimo, že nima Facebooka. Majo sicer, ne vem, so na TikToku bolj aktivni, ali pa tudi ne, ali pa sam na Snapchatu, to tudi poznam. Ampak nimajo pa nekih bolj teh konvencionalnih, kar smo bili, recimo mi, veliko bolj aktivni. A je kaj razlagal, koliko je bil pa prej dejavn, prej gor, pa koliko je zdaj imel, koliko manj stresa ima, če ste se kaj zdaj tako menili, niste. To je bilo ful zanimivo, da bi pač imel nekoga, ki je zdaj dost v tem, ki ni dost v tem. Pa da bi povedal, ne? Sej, tukaj bomo zdaj probal dati neke nasvete oziroma pointe, za kaj to narediti, pa kako se tega lotiti, pa kako lahko tudi v manjšem obsegu to narediš, ne? Se pravi, prvo opisuje on pristop kakršnekoli koristi k izbiri orodja za delo. To pomeni, da ti lahko uporabljaš socialna omrežja pri svojem delu, če ti to na kakršenkoli način koristi. Ampak problem je, da če vzameš ta pristop kakršnekoli koristi, ignoriraš vse slabosti, ko jih zraven prinesejo ta socialna omrežja, ne. In on pač bolj priporoča pristop obrtnika. Se pravi, da identificiraš neke dejavnike, ko ti v življenju srečo prinašajo, in pol ti uporabiš orodje, se pravi socialno omrežje, sam v primeru, če njegovi pozitivni učinki izrazito pretehtajo negativne. Zdaj bom dal pač tako neke 3 stepe. Se pravi, definiraš profesionalne in osebne cilje. Naprimer, osebni bi bil ohraniti dobre odnose s prijatelji.
In pa za vsak ta cilj določiš 3 dejavnosti, ki ti bojo pomagale doseči ta cilj. Ne vem, za ohranjanje odnosov s prijatelji bi bilo to, da se dobivaš na pijači ali pa da greš, ne vem, na pohod skupaj ali pa whatever. In zdaj pa ti identificiraš spletna orodja, ki ti bojo ful pomagala pri teh dejavnostih. Naprimer, s Facebookom ali pa Instagramom se lahko ti vzdržuješ odnos s prijatelji tako, da se tekstaš, ampak je to res pač vzdrževanje odnosov? Ali je to sam... No, kaj tak Instagram ni namenjen niti tekstanju na konc, tako da to je čist... Tekstanje sam zraven, še ena funkcija v bistvu. Se pravi, da se na podlagi tega odločiš, a to podpira tvoje cilje sploh, ne? A orodje upravičuje cilj, ne? Ja. Pa pač eksperiment narediš, ne? Da za 30 dni nehaš, brez da to javno oznaniš. Se ne moreš, če nisi na socialnih omrežjih. Ne, če boš glih kar odnehal, ne? Ja. Lahko, ne? Ampak to je pomemben del, zato ne smeš pač javno oznaniti, ker je point, da moraš videti, da si misliš, da to ful preveč, da te ful manj to veže, ko pa si ti misliš. Ja. Da to v bistvu ugotoviš na koncu, da te ful manj veže, ne? Se pravi, vprašaš se po teh 30 dneh, ko ti pač to rata, ne? Ali pa ne vem, če se vam zdi pretežko, ne vem, 14 dni. A bi bilo zdaj zadnjih 30 dni ful boljših, če bi uporabljal socialna omrežja? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je pa, a je bilo drugim mar, da jih nisem uporabljal? In če je odgovor ne, pač za zmeri pustiš storitev. Ja, kamot, ja. Če pa da, jo pa uporabljaš naprej. Če je to zdaj res toliko vzeti od drugih, ne? Ampak tu nek cilj je, da sam pozdraviš tudi FOMO. Ta fear of missing out, ne? Zaradi katerega večinoma smo vezani na socialna omrežja, ne? A veš, ko že jaz imam to zelo, ko razmišljam o tem, ker smo toliko odvisni od tega, da sem tak, pa jaz to praktično ne morem narediti, zato ker sem content creator, ne. Veš, nekaj ima po mojem vsak od nas, ko ga malo drži. Da te vleče nazaj, ja. Ampak dokler ne probaš, ne veš, ne. Ja, sigurno. Mislim pa, da v 90% primerov ugotoviš, da ne rabiš, pa mogoče sem rekel malo preveč, ampak rečemo 70%. Sploh še dejansko nisi creator, ne? Koliko si dejansko, kakšen procent časa, ki ga preživiš na neki platformi, dejansko ustvarjaš neko vsebino in ne konzumiraš, ne? To, ko sem prej rekel. Tako da, če pa pač ostaneš na socialnih omrežjih, je pa tukaj ta tip spet glede planiranja, da si tudi svoj prosti čas planiraš. Se pravi, da ko imaš prosti čas, delaš sam pač da nadomestiš z boljšimi alternativami to, da scrollaš, ne? Da bereš, da se športaš, da se družiš z ljudmi, tak naprej, ne? Karkoli druga oskarne na koncu. To je glede socialnih omrežij. Ti si kdaj probo detox? Ne, ker nisem imel nikoli feelinga, da mi vzame preveč časa samo socialno omrežje. Sam se da je to samo v moje glavi, da v bistvu mi še vzame sam preveč. Ne? Jaz mislim, da ne vem, kak je pretep, ampak da veliko ljudi to misli. Veš, da imam jaz pa problem. Pa da bi mogli svoj screen time pogledati. Se strinjam, ja, pa moj je tak prevelik. Pa moj kukarkoli je prevelik. Sam je težko, veš, že pri tvojem, midva res veliko dela upravima s telefoni. Ja, mislim, če druga je research, ne? Lahko bi pa, ok, vidiš pa lahko ločeno za socialno, prav za appe, kak si uporabljal, ne? Ja, sigurno. Mislim, ne vem, meni recimo, a si imel obdobje, ko ti pa kdaj prav pasal, tudi če si bil s partnerko na dopustu, naprimer, in si imel pač pa eno obdobje, ko pa pač ti res pasal se vlešč, pa samo malo scrollati. Ja.
Veš, ko imaš tudi neko tako obdobje vmes, ko pač tudi se mi zdi nič narobe. Jaz mislim, da je bolj problem, da ti res nisi zdaj prisoten zaradi tega, ker si ti tul gor, pa da dejansko ti zmanjkuje časa v dnevu zaradi tega. Čeprav vse toga, to lahko da ga meni tudi, ko sem zdaj tukaj pameten glede tega, veš, ne? Da bi sigurno lahko dal kaj stran, ko pač mi nič ne nuca, ne? Ko sam mi zažira čas, ne? Vsi lahko, ne? Neki, vsaj omejili neki, ne? Ja, tako da to glede tega. Zdaj pa še za konc konkretne strategije, triki, hacki in tipsi. No sugar, no flour, no bacon. Za izvajanje globokega dela. Prva ena informacija, da ne moreš popolnoma eliminirati plitkega dela. Zato, ker je še vedno pač neizogiben del vsakega življenja, ne? Pa zato, ker je pač globoko delo toliko bolj kognitivno izčrpno, da ga ne moreš v nedogled upravljati. Usually je 4 ure neka zgornja meja v enem dnevu. Že to je pa moje velike, ne? To je kar disciplina. Mislim, sej ne mislim to v enem bloku časa. Ampak čez cel dan, ne? Vsajen, Tako, Okay. In zdaj prva strategija je, to sem jaz probal, pa se mi je zdaj kar fajn, pa še zdaj včasih se tega držim, ampak ne tako striktno vsak dan, da si planiraš vsako minuto dneva. Ojebim te. Ampak jaz bi rekel, da ti je bilo to fajn dela, drugač. Zdi se grozen, ampak let me explain. Lahko sam vprašam, vsako minuto ali pač ali si imel pač od bloke časa. Ja, ok. Ker tu je zdaj, sem se spomnil, až do Joko. Ja. On ima to v svoji knjigi Extreme Ownership, je ta glavna fraza discipline equals freedom. Ja, ok. Da bolj ko boš discipliniran, več boš ustvaril svobode. Ja, to sem hotel malo filozofirati. Okay. Top, ja. Se pravi, tako smo rekla, bloke časa. Se pravi, razdeliš ure dneva na 30-minutne kose, ki jim pol dodeliš aktivnosti. Za delo in prosti čas. Okay. Tako smo prej rekli, da planiraš pač vse. In zdaj tukaj neki stvari, ki jih lahko potrdim, da držijo, da bojo pač verjetno tvoje ocene prvo napačne, koliko ti bojo stvari vzele. Aha, ja, ok. Zato, ker vedno bojo tvoje aktivnosti neke nepričakovane stvari včasih prekinile, ne? In da pač prilagodiš urnik. Ker tukaj ni zdaj cilj, da se boš ti tega striktno držal od minute do minuto. Okay. Cilj je sam, da se naučiš svoj čas premišljeno uporabljati. Ok. In da pač, če nisi zdaj ziher, koliko ti bo nekaj časa vzel, daš pač več časa temu nameniš, zato da imaš neke rezerve. Na akizmu koledarčku, ne. Se ziher obstajajo 100%, če napišeš na net, da ti razdeli v 30-minutne, da imaš neko tabelo, ja, pa sigurno, whatever, verjetno, pač, ja, tega je ogromno. Tudi v Google kalendarju, pa tak, ne. In da je pač boljš, da planiraš malo več časa, ko pa misliš, da ti bo vzel za nekaj. Aha, da vedno več planiraš. Ja. Ok, ja. Kaj že bilo zanč v eni knjigi, da vedno dodaš 50% časa, ko pa misliš, da ti ga bo vzel. Ja, torej, če si planiral, da se štuširal 20 minut, si daš 40 minut. Ja. Pač na pamet, ne nekaj govorim. Ja, ampak zdaj bolj govorim za delo, pa potovanje, ne vem. Najbolj se misli, da to aplicira, ne vem, če se greš nekam pelat. Če traja, da nekam priješ 10 minut, greš 15 minut prej. Če traja 20 minut, greš 30 minut prej. Ja. Ja, narobe smo prej. Če misliš, da se 20 minut tuširal, da si 30. Se pravi, 50% od 20 minut dodaš. In je pa to 30, razumeš? Ne. A ni 50% od 20 minut, 10 minut? Ja. A jaz sem krat 2 v bistvu računal, ne? Ja.
Aha, ok, ja, štekam. Tako da bi rekel še tretjino. Tako. Mislim, pustno, ja, vem, kaj misliš, vem, kaj misliš. Je 10-20, pač vse štekam. Tako da to je to glede planiranja. Ja. Zdaj pa pač en nasvet, mogoče ti bo to tudi malo bolj, ko smo se pred definicijah nekaj haklala, da kak ločiti globoko pa plitko delo. Da se lahko vprašaš, koliko časa v mesecih bi vzelo, da naučim študenta brez specializiranih veščin, da opravi to nalogo. Katero? Je za tisto, ko se pač imaš pred sabo. Ne? Aha. In manj, ko bo časa, bolj plitka je naloga. Bolj plitka je, ja. Ok. Tako da študenti spet spet smo izkoriščeni. Jaz sem se pa navadil tak, ne, mislim, vse čisto, mislim, to ne bi zdaj besed sploh za to zgubilo, zakaj je temu tak, mislim, da tak mislim, vse več ko onboardinga zahteva, več je vredno, ne, delo. Tako. Ker si tudi pol manj pogrešljiv, ne. Ja. Ker morajo spet nekoga iskati, pa ne veš, koliko cajta bo za študente, pa še take, da delajo neke take stvari, ko so hitro zamenljive, pa tak nažalost, mislim. Kaj bi pa rekel, da je dovoljena količina plitkega dela v procentih? V dnevu. V dnevu? Stari, ne vem, 60. 30 ali 50%. Je dovoljena, ko večino dela bi pa naj bil deep work, kao. Ja. Ne večino, vsaj pol, ne. Ampak se je on je rekel, To je zelo tako v idealnem svetu. Je tukaj zelo težko dati, ampak je rekel, da naj bo pač vodilo sam, kolikor je potrebno, da izvajaš svoje delo in nič več. Ja, štekam, ja, ok. Pa tukaj še eno svet, kako zavrniti plitko delo. Ok. Ja. Ne smeš dati preveč informacij, zato da te ne morajo prepričati pa ponuditi nekaj drugega za delo. To je tako ono, a si videl ono mim, ko je en mail napisal, da ima COVID in da ne bo prišel na šiht. Ja, pa kaj je že bilo, kaj je bilo pa neki 30 dni omenjenih? Ne, da mu ne dajo sick leave, ker če ne bo prišel na šiht. Ja, pa bo vse okužil, pa so pa rekli, da vsi delajo doma, zato ker jih je bilo strah in da naj kar pride. Ja. Da ima zavrnjen sick leave, ja. Ja, ker je dal preveč informacij. Ampak tukaj je zdaj fraza, ki jo lahko petaste lahko to frazo, namest pestate. Oprostite, vi ste debili. Žal ne morem, ker se mi križa z drugimi obveznostmi. Lahko pa vam priporočim koga drugega, ki bi morda bil zainteresiran. Pa sta sam dva podjetja, veš. To je v bistvu ti nared. Se to po mojem ne gre glih za zavračanje v organizaciji, ampak za karkoli, kar dobivaš od zunine. Zato da lahko staneš fokus na priorities. Bi ti pa meni pomagal nekaj jutri narediti. Ti pa vem, za koga je bolj zainteresiran. Oprostite, žal ne morem. Okay. Zdaj pa še zadnji sklop. Kako si vzpostaviti stvari, da si težko dostopen? Ker je to je ena od, kako bi rekel, en od faktorjev, ko ti bo omogočil, da boš lahko čim več globokega dela opravil. Da boš konec koncev tudi to, da te ljudje skozi za nekaj prosijo, pa hočejo, da ti narediš nekaj stvari, so tudi to lahko distrakcije. To je prva stvar. Naj tisti, ko ti maile pošiljajo, opravijo več dela. Ja. To pomeni, da si ti vzpostaviš nek filter. Se pravi, naprimer, da imaš spletno stran, pa da pač nekaj prodajaš ali pa karkoli. Da ti že tam, ali pa že preden, ko nekdo, zači zapleto, nekje, ker lahko dostopajo do tvojega maila, že tam vzpostaviš neko pravilo. Naprimer, on je dal takle primer. Če imate ponudbo, priložnost ali predstavitev, zaradi katere bi lahko bilo moje življenje bolj zanimivo, mi pišite na mail. Zaradi navedenega se bom odzval, pač se pravi, ko? Zaradi navedenega se bom odzval le na tista sporočila,
ki se dobro ujemajo z mojim urnikom in interesi. Se pravi, že vnaprej vzpostaviš to pravilo zato, da ljudje ne smejo biti razočarani, če jim ne odpišeš. Še dva primera takšnega dejanja. Eno to, ko imaš recimo hišnika, ki ga kličejo za vsako bedno stvar, ne? Ko pač učiteljica namest, da bi, ne vem, zdaj iščem nek tak primer, da se recimo nek stol mal razmiga, pa namest, da bi ga sam takle mal butnala, že kliče hišnika. Evo, to je ena stvar, ne? Druga stvar je pa naš ljubi IT tech support, ko pač namest, da bi uporabnik karkoli sam probo ali pa naredil, ali pa mogoče resetiral modem, že ti dobiš, ko vse ne dela in pač Ja. Pri nas je bil to recimo ful velik problem, ko je bil recimo 2 leti nazaj ta žledolom, pač ko je bil zelo težek sneg in pač nikjer ni bilo interneta. In so pisali, da ko vse jim ne dela, pa računalniki ne dela, pa komunikacija ne dela, ja. Dobro jutro. Čeprav tukaj je mogoče malo drugačna, kako bi rekel, drugačen odnos, samo zato, ker gre za eno ekonomsko izmenjavo, da je stranka, pa da si ti nekaj plačal. Sigurno, ja. To je pa recimo še prednje sploh do kakve stvari. Do česarkoli prišla. In ideja je tudi tule. No pa se, če imaš ti recimo spletno stran, ne, pa recimo imaš zelo dobro zasnovano, pa imaš izdelke, pa lahko filtriraš po izdelkih in nekdo išče neko stvar, namesto da bi on karkoli sam pogledal, že najprej te piše, če mu lahko pomagaš. Dej poglej, ne. Zato tale je še ful dober primer pravila. Ne bom vprašal stvari, ki bi jih lahko v 10 minutah našel na Googlu. Ne bom spamal z generično prošnjo za promocijo lastnega nepovezanega podjetja. Za neznanca bom naredil nekaj dobrega, če se Matej odzove v 24 urah. Direkt. Ja. Se pravi, da neke filtre vzpostaviš. Ne? Pol je pa ta druga, teta je po mojem bolj relevantna, pa lahko vsakemu ful pomaga, da narediš več, ko pošiljaš, pa ko odgovarjaš na maile. To pomeni. Okay. Se pravi, kako se ti odzoveš na nek mail? Ful vpliva na to, koliko časa pa pozornosti ti bo celoten pogovor vzel. In da ko dobiš mail, se pač vpraši, kaj je pač ta projekt in kaj je najbolj učinkovit proces, da mi tudi projekt zaključimo. Projekt je lahko v tem smislu tudi, da se zmenimo za pijačo, naprimer. Okay. Ja. In v skladu pač s tem si ti pač, ne vem, razdelaš ta proces in pa navedeš trenutni pa naslednji korak. Se pravi, da ti predlagaš stvari že vnaprej, zato da zmanjšaš število sporočil. Primer. En ti napiše, če se lahko dobita na kavi. In ti napišeš samo ja, in pol je to Jara Kača. Ja. Ja, kaj bi bil popoln odgovor? Z veseljem. Dobiva se v kavarni X, spode ti pošiljam 3 dneve s časi, ko sem v prihodnem tednu prost, če ti kateri ustreza, mi kar potrdi s poročilom, če ne, me pokliči na X in se dogovoriva. Ja, je mene kar glava veliko zaspavnem, ko pač se hočeš s kom kaj tako dogovoriti in pa ne dobiš nič pametnega nazaj. Ampak ful lahko pač prihraniš časa s takimi stvarmi, če si sam malo bolj premišljen. Pa že ko ti pošleš ljudem, ne, a bi ti mogoče ustrezalo tale dan ob teti uri ali pa tale dan ob teti uri, naprimer. Ne. Ja. Da ni tistih back and forwardov milijon pa. Ja. Čeprav jaz imam pa ful grdo navado, da sicer pošlem veliko informacij, ampak v veliko tekstih. A ja, pravi, enka za drugega. Sam to je po moje, zato ker si pač generacija tega, ki ima pač opcijo to pošiljati. Ja. Mislim, ne generacija, jaz imam isto priložnost Facebook uporabljati, ampak recimo, ko si napisal, če greš na Facebook, lahko vsako črko posebej pošleš, ne, to je pač... Ja. A si kdaj pošiljal SMS-a na način, da si mogel prek računalnika SMS poslati, ker ti je zmanjkal? Nisi. Imel sem pa pač še ta, kako bi rekel, paket, da si imel omejeno sporočila, ne?
Vsaj nekaj. Um, Ja, ok. Ja, tako da to se mi zdi taka ful uporabna stvar. Pa še zadnji segment, da pač ne misliti, da se moraš odzvati na vsako stvar, na vsak mail, na vsako sporočilo, ker pač filozofija za tem je pa, da je odgovornost pošiljatelja je, da prepriča prejemnika, da je vreden njegovega časa. Okay. In da poskrbi, da mora prejemnik vložiti čim manj časa in energije, da mu odgovori. Ja, to je zdaj tako nek bonton, skoraj Ja. nekega normalnega sporazumevanja. Tako da tule spet neka 3 pravila, ko so vam lahko koristna. Ne odpisati, če je dvoumno ali pa težko generirati odgovor, Okay. če te ne zanima, pa če se ne bo nič dobrega zgodilo, če odgovoriš, in nič slabega, če ne. Okay. Fair. Top. Mogoče bo pač da kdo jezen, ker se nisi odzval. Ampak, top. ne ti pač Očitno že ni bilo vreden. mora ti priti v navado, da pustiš, da se kdaj zgodijo majhne slabe stvari, ker če ne boš, pa ne bo nikoli časa ostalo za velike pomembne stvari. Tako. In s tem zaključujem moj monolog. Hvala. Prosim. Hvala lepa tudi meni, hvala lepa tudi vam. Zdaj pa uporabite te stvari, da boste lahko čim bolj produktivni, da vam bodo ljudje čim manj težili. Upam, da ste si zapomnili vsa pravila. Plus, če ste kar tak noter padli danes v tole, poslušajte še en del pred tem, ker sta 2 dela skupaj povezana. Ja. Bodite, imejte globoko življenje. Pričakujem sam narobe stvari. Ja, mislim, da si tako vse povedal, tako da lagam domov. Lepo se imejte. Lep nasvidenje. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.